Prihaja praznični čas in kljub temu, da jaz zelo en velik del svojega obdobja življenja nisem kupovala v bistvu piknik, v redu je, kar počakaj. Ja, kar nekaj časa v bistvu nisem kupovala daril in nisem obdarovala. Zgleda se starost je to malo spremenja, zdaj z veseljem podarim kakšno darilo. Imam pa večkrat tak problem, ne? Kaj ljudem dati, da bo v skladu z mojimi vrednotami, da ne bo kar neko sranje, pač da bo cool darilo. In sem naredila seznam. Seznam, ki je v bistvu zelo dragocen in meni se zdi, da sem zajela ful dobre predloge, ki bodo tudi vam pomagali. Pa začnimo. Prvi je moj brat, Janov vrt, ki prideluje zelenjavo brez prekopavanja in tudi še kakšne druge stvari, prodaja tudi rastlinjake. Klemen, moj mož, ne. Klemen začenja se podaja na novo poslovno pot in sicer ukvarja se z IQ, je učitelj IQ metode. Ne bi vam na preveč dolgo razlagala, kaj to je, bo polinkana njegova spletna stran in si lahko pogledate, kaj to je in pri njemu morda kupite darilni bon. Potem absolutno my go-to Refusel. V Refuselu lahko od tega napolnite stekleničke, lončke z dobrotami. Potem imamo reci goba. Spet, če poznate koga, ki rad doma bi kaj ustvaril, naprimer sam gojil gobe. Mislim, da Miha že prodaja te grow kite. Če ne ga pa malo spomnite, vam bo ziher kakšnega pripravil. Dante Smile ima odlična taka bolj zero waste daril. Potem je Babette. Babette je meni ful ljuba ustvarjalka. Ona je meni že za neki daril naredila take mehne figurice, ki so čist odštekane. Naprimer malina z očmi, ki kaže jezik. I love it. Poleg tega pa tudi nariše recimo vašo družino po naročilu. Ko sem iskala zvezke, sta mi bila zelo všeč A×2. Sicer ona dva sta zelo zasedena in delata večinoma po naročilu. Imate v mojih highlightih na Instagramu v bistvu označene vse ustvarjalce, ki sem jih takrat najdla, da so Slovenci in da delajo zvezke. Imam nov tatu, ki vam ga še nisem pokazala, dela ga Nina, poleg tatujev tudi šiva, tako da tam ziher lahko najdete kakšne ideje za darila. Potem imamo ful enih second hand trgovin od Rain Karmike do Cats and Clothes, Petruše. Jaz sem naredila en velik vlog o second hand oblačilih, kjer imate ful ljudi polinkanih, tako da mogoče so second hand oblačila tudi eno tako lepo darilo. Potem imamo Kralj Matjaž. Kralj Matjaž ima spletno trgovino, kjer lahko kupite ful dobro moko 0,0, če poznate koga, ki rad peče pice. Poleg tega pelate, pivu, pladni, ful fino. Sončna hiša izdeluje veliko, bi rekla, naravne kozmetike. Jaz imam od nje mila, trenutno se tuširam z črnim milom, ki je z ogljem in je najboljše milo ever, tako da zelo priporočam. Potem imamo Lucy, ki ustvarja pod znamko Liturgy. Ona dela od čist naravnih parfumov, sveč, vse je very nice and handicraft. Potem imamo fotografinjo Nibera, ki je letos izdala koledar, pa tudi rokovnik za leto 2022. Jaz sem kupila njen planner, ful je lep, tako da tu. Potem imamo dve glinarki, kot jaz rada rečem, keramičarki, se ne vem, kaj je prav. Prva, ki mi je seveda ful všeč, je moja sestrična Anja. Ona dela, seznamček je padel. Ona dela keramiko, ki je zelo raw, sama večinoma skoplje glino in bolj organskih oblik. Poleg nje pa sta mi še zelo ljuba s hruško. Lani sem kar moje družinske člane obdarovala z njunimi izdelki, ker so mi tako cute njune poslikave. Potem imamo kis in kvas, sem se še spomnila, če bi želeli komu podariti malo bolj gurmansko, fermentirano hrano za pokušino. Sašo, moj kolega, je izdal dve knjigi kuharski, eno vegansko in eno dobra hitra hrana. Tudi zelo priporočam, še posebej veganska kuharica me je zelo navdušila. Potem imamo Karin. Karin ustvarja oblačila in tako zelo z vsemi svojimi čutili ustvarja različne stvari. Tako da si pogledajte njen profil, mogoče najdete kaj za darila. Prav tako Morja Zala, še ena taka ustvarjalka. In pa Pirate Piška, ki ima tudi en ful zanimiv stil, ter Ušivancija, ki šiva te torbice za plezanje, da si date not magnezij ali ko. Ne vem, jaz ne plezam, pa ne vem. V tem sklopu bi omenila pa še destilator, ki dela
čeveljce iz odpadnega džinsa. Potem bi omenila še mojega bratranca in njegovo ženo, Alex in Anja, ki vam tudi lahko ful naredita po naročilu in sicer žgeta v les in delata lesene izdelke. Tako kot sta meni recimo moj logo Curry and Love z venčkom vtisnila v dilco. Anita Schumer je izdala tudi novo knjigo in sicer kako zarezati kruh. Potem seveda čeveljci Wilding, ki sem jih že večkrat omenila, so čudovito darilo. Let's Doodle sem si še zapisala, ki tudi ustvarja oblačila. Svilna pot, vem, da ni zdaj crafty pa slovensko, ampak jaz sem lani mojemu očetu in bratu podarila kar veliko stvari iz tam, ker pač imamo radi tudi kaj eksotičnega za probati. Bunny Beans ima ful fino kavo. Potem imamo še mojega kolega, še enega Morning Wood, in sicer iz starih skateov dela svašta, tako res svašta. In pa Valentin, še en kolega, ki fura brand Gremo na potep, ima kar velik merchandise na svoji strani, od bidončkov do hoodijev. In to je to. Mislim, da sem bila dosti kratka in efektivna. Če sem koga podobila, se opravičujem. Veselo nakupujte in praznujte. Jaz sem pa piknika počohat, ker je tako lepo bil me počakal.